Dober dan, gospod Pavle Gantar, novi predsedujoči ali predsednik celo Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb v Državnem zboru. Dajte vi meni povedati, kako vi gledate na zadnje dogajanje o temu, da premier je na nek način zelo jasno s prstom pokazal, da so informacije o razkritju lokacije nemške obveščevalne službe v Ljubljani podali bivši direktor Sove Iztok Podbregar oziroma njegov namestnik. Ja, jaz bi predsednikov vlade res svetoval, da naj ne opravlja dela tožilcev, ampak da naj bo predsednik vlade, da naj ne ponovno prisili nas, da potegne vzporednice z 80 leti, ko so politiki najprej obsodili in so potem tožilci imeli nalogo, da politične obsodbe tudi kazensko izpeljejo. Tako da mislim, da je takšna izjava precej neprimerna in upam, da jih predsednik ne bo več dajal. Kako boste vi kot novi predsednik komisije sodelovali z člani? Boste imeli morda tudi sestanke, ki ne bodo vezani samo na seje te komisije? No, jaz mislim, da bomo imeli formalne sestanke v okviru formalnih sestankov seje te komisije. Poučen sem bil, da so odnosi med člani v komisiji dobri in jaz pričakujem, da bomo dobro in tvorno sodelovali tudi naprej. To verjamem, da so verjetno dobri, ampak v javnosti se ne kažejo tako. Vsaj na nek način se vidi, da se en del članov, ki je bolj vezan na zdajšnjo koalicijo oziroma ki je bliže vladi oziroma izhaja iz njihovih strank, vrta po Sovi na svoje načine in tudi z tiskovnimi konferencami, ki jih ima na to temo, v bistvu razkriva neke zadeve, ki jih je dobil verjetno nekje druge kot pa na seje komisije. Kako boste zdaj to kot predsednik morda zajezili? Najprej ne morem vedeti natančno, pač ne vem, kako vrtajo po Sovi, ali imajo še kakšne druge vire informacij kot tiste, ki jim Sova da na uradnih sestankih komisije ali obiskih. Absolutno pa mislim, da preveč govorijo. Zdaj me pa še zanima ena druga stvar. Kako bi vi zaprli to poglavje afere Sova? Iskreno rečeno, nimam odgovora kar tako. Mislim, da je stvar prišla zelo daleč, precej daleč in ljudje so prizadeti. In če so prizadeti neupravičeno, potem seveda je težko zapreti stvari. Je težko reči, obtožili smo nekateri ljudi, nič hudega, zaprimo zadevo, ne madež obstaja. Treba bo vendarle pogledati in se dogovoriti o tem, kaj je treba sanirati in kako. Ali vi verjamete, da se lahko Sova še sploh postavi na tiste noge, na katerih je bila? Ni vprašanje verjeti. Jaz mislim, da neka moderna sodobna država mora imeti dobro, diskretno, demokratično nadzorovano službo, ki zbira občutljive obveščevalne podatke. Še za konec, ali boste morda se sestali z predsednikom vladne komisije za Sovo, gospodom Šturmom, morda ki je ob kakšni kavici in morda si malo izmenjali kakšne informacije? Tega ne načrtujem. Želim, da je moje delo osnovano in temelji na formalnih procedurah in vlogah in zaenkrat ne načrtujem nekih neformalnih pogovorov z Izraelom. Kako pa mislite, da pridobivati potem te informacije, ki jih imajo v tej komisiji in jih v bistvu prek medijev šele dobiva komisija? Saj tako je gospod Kumer, vaš predhodnik, razlagal. Pričakoval bi boljše sodelovanje te vladne komisije oziroma vladnega nadzora z parlamentarno komisijo, vendar ne na neformalen način, na formaliziran način. Najlepša hvala. Hvala.